Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o moči pozitivnega mišljenja. Ker dejstvo je, da naše podpoljubje, naše celice nas slišijo, nas razumejo in bolj kot smo žalostni, bolj so žalostne naše celice. Po drugi strani pa bolj kot smo radostni, bolj radostne so naše celice. Dejstvo je, da jih ne moramo prinesti okrog, dejstvo je, da slišijo, čutijo vsako našo čustvo in čutijo naš strah, čutijo našo radost in odzivajo se na naša čustva. Nežična komunikacija, ki poteka po našem telesu, enostavno vpliva na to, kam gre naše zdravje. Ali gre naše zdravje v smeri večjega zdravja, ali pa smo zmerom bolj starikasti, brez energije, enostavno sesuti. No in zato, absolutno zato sem napisala karte prehoda v novo dobo, ker pomagajo vzdrževati to vibracijo zdravja, pozitivne energije. In dejstvo je, da katerokoli sporočilo dobiš, je vedno ta pravo. Ni napačnih sporočil in vedno, in danes bom par sporočil. Začne se pri enki, pri ljubezni do sebe, pri ljubezni, da sebe začneš končno ceniti, da začneš lepoto iskati v sebi, da rečeš, joj, kako imaš lepe oči, a veš, kako dobro izgledaš, da ne da iščeš, kje je nova guba, kje nekaj ni v redu in predvsem, glejte, ko začneš iskati to lepoto v sebi. Pred kratkim sem govorila z enim kolegom in sem mu opisovala, kako sem jaz bila videti, ko sem bila tam v puberteti in res sem imela sesuto samopodobo. Imela sem prekomerno težo, imela sem krive zobe in tako krive zobe, te podočnike sem imela tle gor, da sem bila kot vampir in vedno, ko sem se smejala, sem si usta pokrila, ker mi je bilo, pač nisem se mogla smejati s temi mojimi zobmi. 8 let sem imela aparat za zobe, 4 zdrave zobe so mi zruvali, da so se mi nekako poglihali nazaj. Imela sem tako naprej sprednje zobe, da sem lahko kazalec dala vmes. In si lahko predstavljate, z nizko samopodobo, z nizko samozavestjo, daleč od tega, da bi imela v sebi mnenje, da sem lepa, da sem v redu, da sebe ceniš. In predvsem, ko sebe ne ceniš, dobivaš odnose, ki ti držijo v gledalo, ki ti pokažejo točno to, koliko se imaš sam rad. In ti kažejo, ki je tvoja bolečina. In vsakič, ko iščeš potrditev od drugih ljudi, in če sam sebe ne ceniš, kako te bojo drugi cenili. Zato se začne z vajo. Vsakič, ko greš mimo ogledala, si daš pohvalo. Vsakič si rečeš, ej, bejba, dobro izgledaš. Vsakič, imej se rada, imam se rada, dovoljujem si, da se imam zmerom bolj rada. Dejstvo je, da sem moja ta ljubezen do sebe je šla skozi več faz. No, potem v času, ko so bili otroci, se pravi, prva zadeva, nosečnost. Ko sem šla mimo ogledala, sem se pogledala in rekla, jo, kakšna si slon. Počutila sem se kot slon. Namesto, da bi cenila spreminjanje svojega telesa, ker s tem, ko je ženska noseča, pomaga Bogu pri ustvarjanju novega življenja. Se pravi, ženska je tukaj boginja, skozi katero se rodi na svet novo življenje. Ampak nisem tega cenila. Jaz sem se kritizirala. Potem, seveda sem se želela čim hitreje spraviti v vitko telo, ampak kritizirala sem se še vedno. Do takrat, da sem prišla do 3. nosečnosti, pa pol pri Ani, pri najmlajši, ko sem začela brati knjige, Louise Hay, Življenje je tvoje, in sem se začela hvaliti. Rada se imam, cenim se. Da sem začela v sebi iskati lepe lastnosti, da če tudi sem imela prsa zaradi dojenja, vsega skupaj 6 let sem dojila vse 3 hčerke. In logično nekje se pozna, ampak sem potem začela graditi to, lepa sem, taka kot sem, samo lepa. Ja, tibetanske vaje so mi pripomogle k temu, da se je moje telo vrnilo v to mojo pozicijo, v kateri se dobro počutam.
Pač začela sem delati korake proti sebi. No, in ko začneš delati korake proti sebi, ki sem tudi zgrešila pot. Bila sem koš za odpadke. Poglejte, otroci niso mogli nekaj pojesti, pa je bilo: "Mami, ne morem." In sem že odprla usta in sem pojedla. Ja, stran pa ja namo metal, a ne? Pomisli, koliko je lačnih v Afriki. Zdaj pa pomislite po drugi strani. Če jaz požrem vso hrano, ki je doma, ki jo drugi ne morejo pojesti, koliko več sitih je v Afriki? Verjemite mi, noben. Ampak mene pa treba boli. Jaz pa lezem narazen. In to ne pripomore k nikomur, samo k temu, da imam jaz še večjo, še bolj slabo samopodobo. No, tako da, ko sem rekla, ne bom več jedla za otroki in si bom pripravila svoje obroke. To, kar moje telo potrebuje. Ker glejte, otroci potrebujejo več ogljikovih hidratov za rast. Medtem ko mi, ki ne rastemo več, če jemo tako hrano, ki jo jejo otroci, ne gremo v višino, ampak gremo v širino. Pač nekam greš. In dejstvo je, da naše telo ima sposobnost, da se razširi. In potem naslednjo zadevo, ko sem razumela, da ljubezen do sebe je tudi povezana s tem, da neham požirati svoja čustva in da začnem izražati svoja čustva. In zdaj, kako izražati svoja čustva? Ja, navajena sem bila: bodi tiho, pa potrpi. Potrpi in potem eksplodiraš in te vsi čudem gledajo, pa kaj ti je? Do zdaj si bila pa srečna, kar naenkrat si pa popela kar z jasenga. Ja, ker se je nabiral. In ko sem začela izražati svoja čustva, glejte, zdravo izražanje svojih čustev je, da rečeš: veš, v tej situaciji se pa jaz počutim na ta in ta način. Se pravi, kako najprej moraš biti v stiku s sabo, da sploh veš, kaj občutiš. Kaj pa zdaj občutiš, ko je bila neka situacija? Se počutiš izigrano, se počutiš prevarano, se počutiš nič vredno. Kako se počutiš? Če nisi bila vzgojena v tej smeri, da izražaš čustva, logično sploh ne veš, kaj čutiš. In je, ker pa telo ima svojo modrost, telo potem lahko nekaj proizvede, recimo tumor, lahko se zgodi, da dobiš nekaj na grlu, zato ker ne izražaš svojih čustev. Se pravi, bolj varno pridelati bolezen, kot pa začeti izražati sploh svoja čustva. No, tako da, to je proces ljubezni do sebe in dejstvo je, da sploh naša generacija je težje izražati čustva, kot pa recimo te naše otroke, ki smo jih dejansko učili, ne izražajo svoja čustva. No in naslednjo zadevo moramo tudi razumeti, da kakšna stvar, veste, tako kot, vem, da sem tem že govorila, cvetlični lonček, ki ga prerasteš, Včasih kakšen odnos prerasteš. V določenem obdobju ti pač pasov, potem, ko ga pa prerasteš, pa lahko brez slabe vesti odsloviš to, blagosloviš, se zahvališ in ni več potrebno, da si v nekem odnosu. Zdaj tukaj ne govorim, da morate se vsi ločiti, absolutno ne, ampak a veste, včasih kakšni odnosi so taki, ki te začnejo tesnjevati. In to samo pomeni, da si prerastel. To ne pomeni, da je nekdo slab, da si to boljši, ampak da si prerastel. In pač narediš prostor, da lahko pridejo novi ljudje, novi učitelji, nove lekcije v tvoje življenje in greš naprej. In to ni nič narobe, ker je življenje potovanje in to potovanje nas pelje skozi celo življenje. No, naslednjo sporočilo. Vztrajnost, moram vztrajati na začrtani poti, ker angeli mi stojijo ob strani. Vera. Vera v to, da je vse prav. To je pa zdaj naslednja točka, ko si na tej poti odslavljanja in poti svojega življenja, se pa odpira potem, ko odpustiš, se odpira kanal, da slišiš. No in ta intuicija. Ženska, kar rečejo, ženska modrost, čutiš. In, glejte, če ste v moškem svetu, bojo rekli: a daj no, spet fantaziraš,
a spet te tvoje čiračare. Eno zadevo bi se mogli zavedati, da ženske imamo to moč, zato ker smo bolj v srcu in zato tudi ženske bolj znamo potlačiti čustva in tudi ženske bolj pogosto zbolevajo, jaz ne bom zase rekla zbolevajo za rakom, ker pač potlačijo čustva. Smo bolj čustvene, hkrati pa tudi bolj intuitivne. In prav intuicija je tista, ki ti da ti šesti čut, ko enostavno veš občutek in potem, če preveč možgane poslušaš, kaj se zgodi? Ja, kasneje prideš do zaključka, da si tako ali tako na začetku imela prav. Naučiti se poslušati svoje vodstvo, svoj glas, tisto, kar ti nekaj govori, kako bi bilo prav, ker to je tista ta prava usmeritev v tvojem življenju in če ta usmeritev v svojem življenju poslušaš, je tako, kot bi plesala, kot bi pelala slalom, tako. A veste, tisti, ki smučate ali pa tiste, ki smučate, veste, kakšen užitek je smučati, ko peleš carving. No, tako. Tako približno gre življenje, ko poslušaš svojo intuicijo. In takrat, ko jo pa ne, je pa tako kot smučati po takem bregu, ko enostavno zdrsavaš. No, meni to ni užitek. Tako da v glavnem, poglejte, sledite svojemu notranjemu vodstvu in boste videli. In naslednja stvar, zaupati v življenje in v vodstvo in zaupati vsa svetlobna bitja, ki nas podpirajo na tej poti. No in to je pa naslednja zadeva, zaupati, da se bo vse uredilo tako, kot je prav. Da te bo življenje postavilo tja, da bo srečala ta prave ljudi, ki jih mora srečati, da gre življenje v ta pravo smer. Jaz verjamem v veliki božanski načrt, verjamem v to, v dušne dogovore, verjamem, da ko si zrel, ko je učenec zrel, se učitelj pojavi. In pač vsak ima neko dobo zorenja. In včasih ni preveč prijetna, ampak to so šole v življenju, ki jih potrebujemo, zato da lahko gremo naprej. Tako da naj vas ne bo strah življenja, ker je samo življenje in v osnovi nas življenje uči priti v svojo os, biti v svojem centru, poslušati svoje notranje vodstvo in se ravnati po tem vodstvu in peljati s tokom življenje, ne pa proti toku veslati in se boriti, ker to je tako kot takrat, ko pride nevihta, ko poskušaš proti gromom jih prepričati, da nehajo grmeti. Ne pomaga. Je bolj pametno počakati, da mine in potem je spet sonce. Tako da zaupajte v tok življenja, ker življenje vas podpira.